Ja. Evo, to je v bistvu besedni recap leta, ne? Nekaj bomo dali not tudi akcije. Večino bomo pa z Žvanom govorila, ne? Tukaj sva Peter Žvan pa Erik Jankovič. Oba dva sva aktivna v slovenski drift sceni, ne? Primarno kot voznika, sekundarno pa tudi kot sodnik, background vodja dogodka, ne? Več o tem kmalu. Pa tudi jaz pišem razna pravila, izvajam drift taksi, vse te V bistvu je Peter pripravil en seznam, ki ga imam na telefonu, tako pač vsi mileniali, ne? O temah, katerih bi se danes dotaknila, ne? Ja, ki jih je vreden omeniti, ki jih je treba vredno načeti, ki je biti treba malo na dan dati. Ja, zdaj pa pač prva točka je 2023 recap, to je to, kar danes delamo. Ja. Zdaj pa povej ti, kaj bomo začeli s highlighti, z najslabšimi, ali bomo pač šli kar po dogodkih? Ja, jaz bi šel kar po dogodkih, saj kaj smo vse skupaj počeli. Začeli se vse skupaj z Racelandi, smo začeli trenirati malo, avto si testiral, malo smo travo podirali. Tako da je bil to začetek. Evo, glavno za nas, za naju dva in naš krog, ki se pač bolj družimo, se sezona začne na Racelandu, tudi 2024 sezona se bo tako začela. Ja. Zato, ker ko so vse druge proge še zaprte, pa v bistvu ni dovolj kritične mase, da bi treningi na Logatcu organizirali, se pač včasih ob 10 zvečer slišimo pa zmenimo, da gremo jutri na Raceland, ker je pač fraj, če recimo vemo, da je fraj. Jaz sem letos pač na začetku sezone testiral ta novi avto s Toyotinim Triumfom motorjem. Tudi Jaka za 350 me mora se kaj za stestirati. Peter je bil pa prisoten za 30, ki je pač bolj manj baseline avto, ne? Ja, baseline pa nič ni bilo še spremenjenega, bolj trening za meni. Jaz sem pa te Racelandi izkoristil tudi zato, da sem lahko Klaudijo dal v črn avto, da je pač izkusil avto, ki je malo močnejši kot 2.5, 2.8, 3.0 poligonci. Ja, ne, super je šlo. Potem se je pa odprl v bistvu poligon, pa sicer so Žvanom bila letos bolj malo na poligonu. Jaz sem bil dvakrat samo. Jaz bil malo večkrat, ampak ne tolikrat kot ponavadi. Jaz pa Klaudija, pa Jaka, pa še en kup drugih slovenskih voznikov smo bili še na Donut Invitational eventu, ne? To jaz nisem mogel. Kljub imenu, to v bistvu ni bil tak fest invitational event, ampak si se praktično prijavil in si bil avtomatsko sprejet. Bilo je nekih 36 voznikov. Mičevec, ne? Ja, je bil pa to neuradni trening za CDC. Ja. Prej ga je imela CDC ekipa, v bistvu, kar se tiče track managementa. V ozadju pa je v bistvu še ena druga ekipa, ki je pa imela čez ta autošov, drift taksije, simulatorje in druge spremljajoče aktivnosti, ne. To je bilo recimo konec aprila. Ja. In pol maj je bil takoj prvi CDC. Ja, tam smo bili tudi. Žvan je spotal, jaz sem vozil. CDC je s pomočjo teh hrvaških youtuberov v bistvu ful dobil na popularnosti, ne? Ja. In je bilo tudi 40 voznikov na prvem. Bil je enodnevni, pa v bistvu super, ne, ker track management tam je 1A, pravilnik standard, ampak že tam nam je malo smetalo to pravilo, da če se dotakneš enega stožca, da je pač avtomatska nula, kar je pač najbolj glupo pravilo. Tako da upamo, da bodo to v prihodnje skenslali. Bil to poseben event za mene, zato ker je bil to ta prva tekma z tem modrim avtom. Avto je bil že kar dobro naštelan, bil je brez težav konkurenčen, sicer bi si želel drugo prestavno razmerje, malo krajše, ampak vseeno sem uspel biti drugi na kvalifikacijah, pa tretji na eventu. Tretji pa po neki čudni odločitvi v top 4, ampak se ne bomo preveč v to spuščali, zato ker bi tu lahko naredili kreg. Brez veze. Naslednji dogodek je pač ta Game of Drift. Ne, prej smo No Limits testirali. Aha, še to smo. Ja, prej bo testiranje za No Limits, ker sem jaz prvič lupil rdečko tam večkrat. Po letih in letih brez nesreče sem prvič odbijač, tako konkretno. Ta je bila zanimiva. Dali posnetek tu, ker to je bila dejansko tvoja edina večja napaka v celi sezoni. Ja, edina, ne celi sezoni, to je edina moja večja napaka v zadnjih 10 letih. Mislim, da 10 letih, da je edina taka, da je na avto res poškodba bila. Pa meni je bil predvsem, tisti dan meni bo všeč, zato smo lahko zelo različne layoute probali. Logatec je definitivno fajn za vse možne layoute in probavati in pol pač na treningih ali pa eventih izvesti layoute, ki so pač lahko tak big sweeperi z dimnimi zavesami enostavni, ampak hitrejši, ko pač na večini prog tukaj okoli, tudi hitrejši od Mičevca, če je treba. Lahko so pa pač izjemno tehnični.
In zato je bil ta v bistvu testni dan super. Mičec sploh ni tako hiter, kot si mislil. Mičec se temu drift hitrost okoli 70 še to ne. Tako je, ja. Ker tam je v bistvu najhitrejša točka je vstopna, ki je pač enih 90. Je bil pa to prvi pravi test za Lexus izven Ljubečne. Lexus je takrat testiral vrek. Ja, da pač to pomeni tretja, četrta prestava više hitrosti in se obnesel super, je pa pokazal tudi še nekaj pomanjkljivosti na setupu. Pol je bil Game of Drift event in to je tudi moja največja kritika tega eventa, da v bistvu dogajanje v velikem logacu zapakirano v ta majhen boks. Ja, majhen. Razumem, da je to pač koncept tega dogodka, ampak zaradi tega se meni zdel prostor dogodka pač malo ne, mislim, zaradi tega se meni logatec zdel malo neizkoriščen. Je pa ta Game of Drift bil letos prvič organiziran in jaz pa Žvan sem imela tudi nekaj vloge pri organizaciji le-tega. Recimo jaz sem bil tisti, ko je poklical Žvana pa Klaudijo, da sta prišla soditi. Ja. Zanimivo je bilo čisto drugače nekaj, kar nismo bili navajeni, bilo treba to prvo razumeti, zakaj se gre. Ampak mislim, da smo pa zelo dober sistem postavili, saj jaz sem si ga sebi predstavil, kako pa kaj naredil točkovanje v računalniku. Tako da je enostavno bilo soditi, pa mislim, da je šlo lepo skozi, se da zelo lepo soditi. Sam event je bil zanimiv, 2 dneva, vozili smo ogromno. Mislim, 2 dneva zaradi tega, ki bo en dan predpriprave za nas. Takrat sem jaz prvič tvoj avto zares peljal na sedežu takmu, da lahko zdim, pa na volanu takmu, da se da vižati. To je ta črni avto, črna 630 z eno vozom motorjem. Ta črni avto dosti delo odnese voznika. Ja. Pač ne rabi se mučiti. Mislim pa, lahko si prvošiš neumnosti. Ja, ima veliko toleranco v bistvu vseh smerih. Ta event je v bistvu bolj koncepta Gymkhana, po vzoru tega Mad Mikeovega eventa v Novi Zelandiji. Tako da je bil tudi drugačen koncept, zato je bilo zanimivo videti, v bistvu je bil dosti velik izziv za njih sodnike, da so se prilagodili čisto drugačnemu načinu sojenja, kjer ni tandemov. In je en kup drugih faktorjev, ko so jih dodali v sodniški kriterij, da so lahko sodili. Ja, podobno je kot ene kvalifikacije. Moji kolegi so prišli montirati gume, last minute. Jaz sam sem pa vozil drift taksi, pa pomagal pri sestanku voznikov, pomagal organizatorju malo interpretirati ta pravilnik, ki je bil pač out of the beaten path, drugačen, kot smo ga vajeni. Ta event je uspel. Naslednja stvar, kjer sem bil v bistvu prisoten samo jaz, je to snemanje promocijskega videa za New Limits event. To smo snemali v prostorih Gledringa, bili smo tam z Lexusom. Bila je ena sobota in v bistvu nijam kaj to zapovedati, razen to, da si pogledate video. Ja, pol s tem zaključujemo maj. Prvi vikend junija je bila Katarina, kjer nas 2 ni bilo. Ne, lik zaradi tega, da smo lahko pripravljali. Ja, je pa Kugi reprezental tam drifterje, pa mislim, da je bil še Žiga Sever, ostalih pa ne vem na pamet. Sedaj je bil. Aha, sedaj čekaj tudi. Juni smo pa začeli z eventom, ki je bil nekak moj brainchild, ampak želja ne samo mene, tudi ostalih. In v bistvu smo izvedli prvo drift tekmovanje na zaprti javni cesti v Sloveniji, tako imenovan Drift Climb Hrušica, na že znani lokaciji v Jesenicah iz Hill Climb eventov. To je Petrov lokalni event, tako da še ti malo več poveš o tem, kako so potekale priprave. Priprave so se začele ful prej, mi smo se mesec že od marca, pa že od februarja, so začele se prve priprave. S tem, da treba vedeti, da jaz sem to idejo sadil že 2 leti prej, in se ideja šele prijela 2022 jeseni in potem februarja, marca so šele začele priprave za dejanski dogodek. Fizično je bilo zelo veliko dela na trasi, zaradi tega, ker je bila proti Hill Climbu je zelo drugačna. Pri Hill Climbu so ljudje posočili, tukaj pa treba management ljudi predvsem izpostaviti, ker je tukaj zaprta cesta, da jih ne moreš ljudi spraviti na točke, kjer bi gledali. Je bilo treba veliko gozda posekati, poti popraviti, treba je bilo se zmeniti, treba je bilo sploh določiti, kako se usodili, ker je to tudi bil poseben izziv, to je bil kar zalogaj, ker ni klasičen, ampak je bilo treba imeti 3 točke sodniške, pa med sabo smo mogli komunicirati, da smo to lahko dali skozi, tako da je bil z tega vidika je bil projekt. Ja, to pa tudi pojasni, zakaj je bila letos recimo cena eventa za navadnega gledalca toliko višja. Recimo navadni eventi se sodijo na ta način, da v bistvu sodniki z ene točke vidijo celo dogajanje, celo progo,
Tukaj je bilo pa treba sodnike razporediti, temu primerno urediti komunikacijo, temu primerno urediti ozvočenje, pa predvsem spuščati ogromno podrastine. Ja. In ker je ta event letos bil prvič, pač ni bilo toliko sponzorske trakcije. In naslednjo leto, plus tega smo investirali še v zaščitno ograjo in pa en kup varnostnih posegov, kot so odstranitev nekih skal ob strani na progi. In zato bo naslednjo leto tudi lahko cena za vstopnino za gledalce nižja, pa mogoče bomo dodali še kako dodatno aktivnost za vse gledalce. Organizacijsko je šla uspešno skozi, kar se tiče udeležbe gledalcev, sem jaz zadovoljen. Kar se pa tiče udeležbe voznikov, sem pa razočaran predvsem nad slovenskimi vozniki, ki se pač niso udeležili tega. Zdaj težko jaz forsiram, da se udeleži. Tako da upam, da se bo v prihodnje pač več voznikov tega udeležilo. Tudi event je dobil nekaj gripa, kar se tiče hypa pri ljudeh, kar se tiče hypa pri publiki, tako da datum pride kmalu. Aha, evo, sledi New Limits. Povej, ti si bil letos prvič zraven pri New Limits. New Limits bilo je noro. Dogajalo se je napolno, ljudi je bilo napolno, zvozili smo skozi ljudi. Jaz ne vem, sploh ne nekoliko sem možen, ampak ogromno vem, da moj avto je kar nastradal fejst. Bog avto. Gume sem vse skuril, kar sem jih imel, pa smo ohladili, dobro, da smo ohladili, drugače ni šanse, da bi zvozili. Pa smo kakšno bedarijo naredili, nismo Klaudija Mečka naredili bedarije. To je bilo pa to. Ja, Klaudija vozila črnega, pa je zaplužila vene gume, sicer že čist na koncu dogodka, pa je razbila hladilnik, servo olja pa odbijač. Pa ni bila sama kriva, ne? Roša je zaštekala. Pa ne vem, ni dokazal. Ok, ti si škrigal. Teorija je, da recimo, ko imaš inline ročno, ne moreš štelati, da ne štekne slučajno. Mogoče je zaštekala ročna, mogoče je pa vzela linijo, ki je bila enostavno preširoka, pa za sprednjo levo gumo v prihajajoči desni ovinek pobremzala po pač temu marblesih, ki se nabira v progi. Ja, tako misliš? Mislim, le na posnetku jaz vidim samo to, ne zaštekane ročne. Ja, ok, nisem videl na bordu. Mislim, definitivno vidim zablokirane vse 4 gume in sprednjo levo v marblesih. Ampak nija veze ni tako pomembno, ti škode ni bilo dosti. Jaz sem pa tudi z Lexusom zvozil več kot 100 ljudi. Naredili smo en stand točko z temi Dunking Devils ekipo. New Limits je salon slovenskega avtošporta. In zdaj po včerajšnjem klicu, po novem je to pop event slovenske avtokulture. Pop, zato ker je pač vse, kar je v slovenskem avtošportu, je tam. Je še Buzet, gorsko-hitrostna Formula Driver. To zbi, ja. Na Formuli Driver sem jaz kot gost predvoznik in v bistvu vozim ali svoje ljudi, ali pa koga, ki je pomemben pri njih za organizacijo dogodkov. Formula Driver drugače priporočam vsem, da se udeležite lahko v neki promo razred, pa pač pridete pelat, ker je to v bistvu neka amaterska gorsko-hitrostna, kjer je pravilnik malo bolj loose, pa štartnina nižja, kot pa pri full scale gorsko-hitrostnih. In z šikanami je hitrost na progi omejena na dobrih 100 na uro, tako da je tudi dosti bolj varen event. Buzet je pa itak pač treba iti, ker tam je pa vrhunski vibe, celo mesto diha s tem dogodkom. Pa v soboto, sporedno s tehničnimi pregledi za vse voznike, je pa Gymkhana tekmovanje, na katerem pa jaz nisem bil letos, ker je bilo nekaj drugega in to je ta Game of Drift. Aha, pa italijansko prvenstvo. Pa smo pa v Vrtojbi Asci Drift imeli. To je bilo pa tako, da je Alen povabil kot za sodnika, to na podlag Game of Drift izkušenj. In mene je povabil za sodat za ekipo, jaz sem šel za 30-ko, tisti pa tekmoval. In je bil tudi zanimiv dogodek, dvodneven, to je bilo julija, začetek, začetek julija je bilo. Je bil pa ful zanimiv dogodek. Ti že kaj pojedel? Pa čakam slanino, no, kaj že bavil? Kaj kašo, to, lev imaš, lev. To je samo... Nekaj, on ga te vesel. Nič komantak. Dobro sem tega dal. Ker spet smo bili končno v Vrtojbi. Tam sem že sodeloval davna leta nazaj. Na začetku je bila proga Bog pomagaj, moram tako reči. Kasneje si je prišlo do enega kompromisa, kjer nisem prav veliko sodeloval, ampak je Alen spravil, da smo vsaj približno vodljivo progo imeli, da je bilo poved zanimivo. Bi se pa marsikaj več dalo, samo želejo te zrisane bistveno boljše, tekoče.
Ampak ok. Ker je bila sva sam jaz pa Alen, da sva sodila, tretjega ni bilo sodnika, ne vem, to je pač italijanska fora, kaj se. V bistvu sva 4 razrede posodila. In to smo ta prvi dan imeli kvalifikacije, drugi dan smo pa imeli tekmo. In smo imeli cestno klaso Basic, cestno Plus, pa Pro 2 pa Pro 1. Cestne so v bistvu bile samo kvalifikacije, pa pol drugi dan tekma, ki so spet samo kvalifikacije. Pro 2 pa Pro 1 sta bile pa kvalifikacije klasične, pa Twin Drifti. Pa avtomobilov je bilo kar dosti, skupaj jih je moglo biti čez 50. Ja, ful je bilo. Ful je bilo, tako da je bilo dela, je bilo In temu primerno se je tudi malo vozilo, ful se je čakalo za treninge, zato ker je bil management proge, ni bil zdaj slab, imel je pa dosti opcij za izboljšavo. Malo treninga, pa proga je šla čez 5 različnih asfaltov, kar pa sem jaz tudi kasneje v battleih lahko uporabil v svojo prednost. Ja, pa tudi vrtoba je ful mala za 50 avtov, prostor je majhen. To pač ni nič slabega, to je samo dejstvo, ki ga morajo organizatorji recimo upoštevati ob organizaciji takega eventa in pač prihaja do takih stvari, kot da ni toliko track time, kot če bi bil isti event, recimo v Logatcu, na Mičovcu ali pa kje drugje. Jaz sem se uvrstil 4., pa sem v Pro 1 razredu uspel zmagati. Dosti se favoriti sami sebi izločili. Ja, tudi je bilo... Dva, ki nisi imel hitrosti za njih, sta se izločila sama, po neumnosti. Ja, v Pro 1 razredu je bilo dosta avtov ranga 500 konjev, vključno z sekvenčnimi menjalniki. Pa nove gume, semislike, debele. Kakorkoli, bila je zanimiva izkušnja. Jaz sem se celo nekaj navozil s 30, to je moj večni davek, ker grem jaz soditi, jaz vozim. Potem smo pa bili počasi na septembru. Ja, ti si imel CDC. Ja, potem sem bil jaz na CDC-ju Grobnik. Grobnik je vedno pač petarda od eventa, zato ker je ta Race Wars vibe, ne. Tam sredi tiste grobniške kotline, ko je oni puščavi na pol zaprtem letališču, kjer je pa 40 stopinj ambientne. Letos ni bilo 40 stopinj ambientne, je bilo pa 81 na uro vetra, ne. Že ko smo prišli v petek zvečer, so ta Dixiji ležali. V soboto smo imeli skrajšan trening, zato ker pač si je razmetavalo ograje, te železne ograje podiralo od vetra. Se pa je poznalo, da od 2019 na letališču nišče ni vozil in ta dež razžira ta stari asfalt, ki je po mojem star že 40 let. In je bila obraba gum pač nerealna in zato je bil to moj najdražji event letošnjega leta. In recimo 4 do 5 krogov so zdržali 2 novi 265-ki. Zdaj pa, če stane ena 265, okoli 100 evrov, sedaj mislite, kak velik strošek je bil. Kvalifikacije sem bil drugi, finalu pa sem pač sam naredil napake, ne da bi enkrat zgubil tako, da sem pač vozil slabše v battlu od konkurenta, ne, sam sem naredil take katastrofalne napake, da sem pač čisto sam sebe izločil. In je Dobija zasluženo zmago. Dobija si bil letos tako močen. Ja, je bil. Cel let je bil. Sicer, veš, edino, kjer je bil dejansko najšibkejši, pa je vse šlo v njegovo smer, je bil Grobnik. Ker tam mu je falilo speeda napram, ker smo imeli večje gume. Ampak pač ta razlika je zelo majhna. Po Grobniku sem bil še jaz pol na Učki, ali pa mogoče pred Grobnikom sem bil na Formula Driver Učka. Pojdite, res pelat Formula Driver, je dober event. Kaj pa imamo že Race Gazmike? Race Gazmik, jaz sem imel priprave za Race Gazmik, to je bilo pa sred... Avgusta je bilo to, ker sem jaz z Julijem zaključil s pravilnikom, pa da je Necko malo dobilo. Ta prvo sem testiral, da sem sploh pogledal probo, kaj se da, ko sem ta prvo bil, sem bil 6. avgusta, nekaj tajzga. Sem bil prvič gor, pa sem naredil par krogov, mislim kar nekaj krogov, pa različne sem layoute probal. Pa sem jih začel risati, tako da smo imeli 4-5 baseline layoutov. Pa sem jih še enkrat čust testirati konec avgusta. Ja, konec avgusta je bilo, 2 tedna pred eventom, nekaj takega, takrat sem tudi posnel video za kako je treba voziti. Ta prvo, kar je bila proga, je bila, kako naj rečem, optimistično zastavljena. Jaz rekel tako, meni se je zdelo enostavno, ampak očitno ni bila. Ja, postavil si progo tako bi jo jaz pa on, ali pa recimo kdo od našega kroga voznikov, Jaka, Klaudija, ne vem, normalno vozil na treningih. Potem se pa je izkazalo, tako pač kombiniraš to z eventom, pa s tem adrenalinom in pritiskom, ki si ga folk dela za
da mora narediti rezultat, mora biti dober, ono. Ja. Da je bila prezahtevna proga, ne. Pa daš nas je tudi. Daš je, recimo, je Fakuča. Gledal bo zato, da je odbil, on je naredil konkretno škode. Pa ja, ampak pač, Ja, to je ta riziko dirka. to je riziko dirkana. Je pa, no, to je bila, tudi za sodati je bila izredno težka, zato ker je bila že toliko je bila dolga proga, da je že toliko veliko napak ali pa že toliko veliko dogodkov na progi, da jih že zelo težko skompaktiraš pa korektno odsodiš, ker lahko en odpelje 3/4 proge vrhunsko, Mehan je upeljal z nič, pa tisti odsod, ni tako simpel, kot se sliši. Sem bil zelo obremenjen zaradi tega, ker sem istočasno koordiniral livestream, ker smo imeli zagonskih težav še pa još. Tako da sem bil zelo skurjen, tudi pojavne treninge nekaj celo nisem šel peljati zaradi tega, ker se nisem dobro počutil, sem bil zelo, nisem bil na nivoju. To je vse od tega prvega res gaznika, ne? To je vse od prvega. Recimo, to je disclaimer, jaz, kljub temu, da sem pomagal velik del pravilnika napisati, nisem nikoli vozil tekmovalnega layouta pred ostalimi tekmovalci. Beni, sam jaz sem peljal. Ja, da bi pač ne imel competitive advantage-a. Torej jesenski paket, jaz sem se udeležil še GHD Podnanosa Ja, so še v tle. okrilju, ja, še 2005, Ja, ne, še Hill Climb bil. Hrušica. Ja. Ja, to je tako vse, ta jesenski paket. Ja. Glavim Podnanos, gladka cesta, hitra cesta, vozil sem kot predvoznik petarda, grem tudi naslednjo leto, če me bojo hoteli. Upam, da po letošnjem vtisu, da ja. Približno sočasno pa sem bil jaz odsoten, Žvan pa je bil prisoten na Hrušici Hill Climbu. Ti si bil na CDC-ju. Aha, no to je pa isti vikend pa CDC. Isti vikend, kaj je CDC bil. To je pa OG event na Hrušici, bo pa Žvan povedal, kak je bilo tam. Ja, to je bilo pa super, je bila to tretji let, da smo naredili Hill Climb, spet sem bil zelo udeležen v organizaciji. Približno enako kot let prej, po številu avtomobilov, tudi sam vibe je bil zelo dober. Nič kaj posebenega ni bilo, mislim, da niti nismo imeli nobene omemne vredne nesreče. Ja, kart je zapel. Tisti cross kart je zapel v ograjo, ampak ni bilo nič kaj takega. S timingom smo bili v plusu ene pol urice, kar je bilo presenetljivo, nisem pričakoval. Drugače je bilo pa zabavno, sedaj sva uživala v tvinah, takole je bil totalno proti, pa sem ga pa silil, sem se na štart postavil za njega, pa ni imel velike izbire. Škoda, ker nisem bil, to je bilo fajn. Ja. Cilj letos je bil odvoziti cel CDC, da lahko dam to v portfolio, ker sem vedel, da sem pač tam konkurenčen. Največ pomogel pa se še dotakniti tega zadnjega CDC-ja, ne. Po Grobniku sem bil prvi v skupnem seštevku, ampak smo bili top 4, tako 20 točk, kar ni nič, to že lahko premešaš na kvalifikacijah, če se en dobro, drugi slabo vrsti. Sem pa vodil, ne. Jaz sem optimist, po 3 letih se vračaš na CDC super in v bistvu sem naredil tekom poletja ta upgrade, da sem šel na avtomatski menjalnik. Ta avtomatski menjalnik čisto spremeni stil vožnje avta. Mogoče je bila to napaka, ampak ključna napaka je bila pa to, da kljub temu, da sem se vrstil spet drugi ali tretji, v top 3, sem v top 8 battle proti Dobias v bistvu zbral napačno linijo za initiation, oziroma je on naredil, pa to ni on kriv, širši flik za initiation, kot ga je naredil na treningih. Mogoče zaradi tega pritiska pa to. In to je mene pač podzavestno avtomatsko odrinilo v Marblese. In pač zato sem že zamujal na initiationu in pač sem zgubil battle v bistvu na initiationu, ker sta bila avta dost hitra, on na manjših gumah, ampak z več konjev. Jaz pa 100 kg težjim avtom manj konji in na boljših, širših gumah, ajde. In v bistvu sem tu zgubil, tako da sem na koncu končal CDC na 3. mestu med več kot 50 vozniki, kar je dober rezultat, sploh pa gledam to, da je bil ta avto letos prvič na tekmovanjih. To, da se ga sploh razvijal. Ja, pa gledam to, da je imel skozi sprotni razvoj, pa da tudi pokaže, kako je lahko več kot 30 let stara E36 šasija še vedno konkurenčna. Ja, pa predvsem podhranjena po drugem avtu. Tako je. CDC je bil super. Se pa prvič vozil top 32 format, ki mi pač ne paše najbolj, zato ker odvoziš te treninge v soboto in pol celo popoldne dobesedno čakaš, da priješ na vrsto na kvalifikacijah. To je recimo ena kritika malo resnejših dogodkov, da po teh kvalifikacijah, tudi če ostane čas, ni še enega sešna za zaključiti soboto, kar bi lahko bil, ne. V bistvu lahko bil. Ja, komod bi bil časovno. Ja, se je prvič takrat zgodovini CDC je furala top 32, je pa treba tu omeniti, da se je Claudia uvrstila na 17. mesto. Ja, super šle. Ja, na slabo polovico fielda in na koncu končala v top 8 na istem rangu kot jaz. Torej, jaz sem končal na 5. mestu, ona je bila pa, ne vem, 6., 7., 8. varianta.
Tako da se je tudi dobro odrezala za 30, ki je bila čist podhranjena, valjda je tu pomagalo nekaj sreče. Je pa pomagalo tudi to, da je dosti dobro odvozila in pač zmagala prvo top 32 battle, kasneje top 16 battle, a v top 8 pa pač ni imela več šanse proti Brkljačiču. Dobro je bil ta zadnji CDC. Ja, Čeprav sem zgubil to prvenstvo, je pač bil fajn na CDC. Je pa tak, ne, CDC je tudi simbol tega, da grejo stroški v stratosfero z driftanjem. Bolj ali manj razen dobija, smo bili vsi na 265-285 sejni slikih. In te sejni slike moraš tudi redno menjavati in to hitro pomeni, da je strošek eventa konkretno čez jurja. Ker ni dobenih omejitev nikjer. Te gumarske vojne bo treba ostati. Ker drugače bo se ne bo dalo voziti več. Mislim, finančno ne. Jaz mislim, da je treba gume samo omejiti na 265. Veš, mislim, da še to ne. Jaz mislim, da ni scena dosti razvita za 265. Na CDC je ena res gazna konji. Finančno ni dosti Pa razvita. je, zato ker je kos gume pod 100 evrov dobiš, če jih kupiš dovolj. Ampak tudi če je 100 evrov, je fora v tem, da 265 zdrži toliko dlje časa, ko pa ožja guma. Mislim, tu lej, pa res nekaj je gume kupiti, nekaj pa avto imeti, ki bo 265 zanesljivo furo. Ja, naj, pa prideš na 600 konov plus, pa je Pa ne rabiš. Ma, ja. Mislim, poglej meni. Ja. Vem, da sem jaz sem. Ne, ampak straglaš, ne, kakorkoli pogledaš, Ja, to je straglaš, straglaš. proti zaresnem avtom, Ja. tako hitro straglaš, in če ga nagripal toliko, da izkoriščaš maksimalno gumo, si mrtev. Ja, samo v Ljubečni pač naredim 45 krov. Ja, to pa je to. Ljubična jih ne ulič nič. Tako, ampak če da gledaš, je pol to 100 evrov na dan v kubah. Ja. To imajo tudi druge, imajo veliko debato na dimenziji gum, pa kaj je zabavno, pa kaj ni zabavno. Drugi res gaznik. Kaj biš povedal? Drugi res gazmik, tehnično, ene par stvari smo popravili na organizaciji, progo sem spet posnel, spet naredil. Pač progo si naredil najboljšo možno v Ljubečni. Ja. Jaz od vseh, vedno je žvan izrisal blizu 20 različnih layoutov v Ljubečni. In tak Tega sem jih testiral na 12. Okay, in jaz sem v glavnem videl vse na pač skici na telefonu, ne? In ta je pač najboljši, to je to. Ja, ta je bil super. Tudi sodili smo prvič na replaye, ja, ker prej nismo. Tako za vse tiste, ki pač si ne predstavljate tega, kako to zgleda, normalno se tu lokalno sodi tako, da voznika odvozita, Ja. pičita nazaj na štart, sodniki se vzamejo nekaj časa, odsodijo, greta drug krog in po betlu jih štarter ali pa neka oseba, ki je za to zadolžena, pošlje v bokse, pa pač razglasi, kdo je zmagal, ne. Zdaj, na velikih serijah se pa že od nekdaj, kar so pač live streami, je to, vozi, sodi po replayih. In to zgleda tako, da imajo sodniki svoj sistem za replaye in ko ona dva odvozita, dobijo oni večinoma drone shot v modernem času in pogledajo po posnetku in se odločijo. In ta posnetek lahko oni večkrat replayajo, Ne, multiple shot celo dobijo. lahko dobijo tudi multiple shots, ne? Ampak pač ta posnetek, na katerega se oni osredotočijo, bilo kateri kot je to, lahko oni večkrat replayajo in v bistvu cel event zdaj dela po tempu replaya. Več manj, ja. Ne, to pomeni, da najhitrejši možni štart naslednje runde vožnje je takrat, ko se ta trenutno odvožena vožnja replaya enkrat. Do zdaj, do live streama smo zmeraj bilo tako. Odpeljal je, odloč se. Odloč se. In zdaj se odloč takoj. Nimaš šanse detajle pogledati, nimaš šanse pogledati, a je on šel 1 meter bolj globoko, ni šel bolj globoko, kar si zapomniš. Zato so trije bili bistveni, da smo se med sabo zmeraj pogovarjali in da vsak je en detajlček videl in smo pol to predebatirali in dali točke in je tudi lahko event dosti hitro šel skozi. To je bilo včasih ful težji, zdaj seveda z replayem je tako, da če kaj spališ, lažje, dajmo malo nazaj. In zdaj smo se navadili, da smo tako naredili, da je avtomatično bil drone replay. Live smo, več ali manj smo gledali kar na monitorju na koncu, ker je bilo bolj viden. Torej, ta live stream v bistvu ful pomaga tem sodnikom, da odsodijo bolj korektno, zato ker pač imajo instant replay tega, kar so videli in ne samo, da je instant, pa da je replay, tudi iz različnih kotov, kjer oni ne stojijo, ne. In lahko s tem rešijo neke dileme, sicer za vse tiste, ko gledate Formula Drift pa Drift Master, se veste, da ti koti včasih ne pokrijejo lih tega incidenta, ko bi ga mogli videti, ampak 99% dilem pri sodnikih to reši, ne. To pa da opcijo tudi ne samo sodnikom, da boljše odsodijo, tudi vsem voznikom, ki mislijo, da so sodniki morda narobe odsodili, morda čudno odsodili ali pa imajo vprašanja za sodnike, ne, da pridejo,
in seveda na pravi način vprašajo in dobijo odgovor, zakaj so zmagali, izgubili ali zakaj se je pač to zgodilo. Ne? Pravi način pa pravim zato, ker pač ne vprašaš sodnika tako, da se mu začneš dreti na most, ampak pač da ga vprašaš, če ni dileme, pa če ni nujno, ko odsodi, ko je konec betlov, če pa pač je takojšnja dilema oziroma nestrinjanje, pa pač vložiš protest in se event prekine, to pomeni, da ves event čaka, da ti sodniki rešiš to vašo dilemo in o replayu, ki je zdaj na voljo, pač rešiti to dilemo in sodniki po potrebi popravijo svojo odločitev ali pa pač utemelijo, zakaj je do take odločitve prišlo. Sezono moramo zaključiti z drugim pa s tretjim racegazmikom, ne? Ja, drugi racegazmik je bil definitivno najbolj uspešen racegazmik zaradi količine voznikov, ker so se končno Hrvati odzvali na moje povabila, pa tudi Pascal iz Avstrije se odzval na povabilo. Publike je bilo dovolj. Ja, to je bilo dobro. To je bilo dobro, tudi vreme je bilo dovolj, pa timing je bil. Ja, pa zanimivo je bilo tudi to, da smo nehote šli v temo, ne? Ja. In je bil kar dober šov v bistvu po mraku in temi. To je tudi event, ko sem ga jaz zmagal. Dež je bil, ne? Ne. Tretji je bil dež, prvo. Ja. Meni je crknil avtomatik. Ti smo smolili. Da sem imel kar nekaj dela v konflikte, s strategom se ne spuščal, ker je sam shitstorm in moramo v bistvu mi, ki smo zadnji, pomagamo ali pa v globje v organizaciji rešiti te probleme, ne pač mnenje folka tam. Ja. Tretji racegazmik je bil pa nek flop spet, ne. Livestream se je naredilo bolj lean, da ni toliko kamer, tu se je nekaj stroška prešparalo. Je bila pa očitno, ne vem, je bila to napaka, ampak ni bilo toliko ljudi, verjetno zaradi teme pa mraza. Ne, Martinovo je bilo. A Martinovo datum? Martinovo je bilo in je bila nedelja, je bila prazna, zato so vsi imeli mačka, sobota so bili pa v Štarijah. 1:1. Martinovo je bilo, tudi sobe se ni dalo dobiti. Jaz sem zmeraj prespal v Celju, ne? Pa dobro, kaj folk hodi v Celje na Martinovo? Ne vem, hotel si rezervirajo, zato se ga nalijajo, pa ne gre, da jih policaji ne požgejo. Ne, dejansko je bilo Martinovo in se je ful poznal. Ful se je že na tem poznal, sigurno je bil delno mraz, ampak z vidika gledalcev je bil totalno flop. Ja, gledalcev je bilo ful premalo. Jaz kot event ga ne vidim kot flop z tehničnega vidika, jaz mislim, da je bil vrhunski. Nehote je dobro to, ne, da pač, recimo, če jaz vozim drift taksi slučajno na dogodku, pa mi nekdo hoče reči, da je to competitive advantage, ker več vozim, ne. Lahko proba iti s 36 z levim volanom z Lexusa na desni volan, ampak v varnem okolju, ker močem, da se kjer od avta razbije, ne. Adi, veš, kjer je? Ne, zdaj bom jaz dal moj pogled na to. To je pa dost hujši switch, ko pa iti recimo iz mojega avta V30 kot tvoja. Ja, pa že to je totalen switch. Že moja 30-ka, ona je stravila en krog pa pol, da spet 30-ka peljem, ker ta prvo, ker je lock kit, ker je čist drugače, pa tudi obnašanje je čist drugače. Moja 30-ka je zelo živčna. Medtem ko pa Lexus recimo sploh ni živčen, moraš pa naprej ful predvidevati. Ja, moraš pa ladjo peljati. Moja avto to na 650 recimo, plus tank, plus 4 potniki. Ja, pa desen, pa 4 potniki, pa gume, kakor padejo. Tiska prav, da s tem dobiš competitive edge, torej da je dobil več krogov zaradi tega. Nehajte. Če kdo misli, da zaradi tega, ker si večkrat prepeljal tiste klipe pa to, ja, če nisi pogruntal po ta tretjemu krogu, kje moraš peljati, pa kaj moraš narediti, poj brez veze razmišljati o rezultatu. Ne, poj se ne poteguješ, poj ni ta pravi nivo. Za zmagati na tekmi, moj mišljenje. Ti moraš ta prvo vožnjo v celem dnevu, moraš vse klipe več ali manj zadeti, podpeljati z linkano progo, da rečeš, ok, to je 80%. Drugo lahko že prilagajaš, ta tretjo vožnjo pa samo še potrdiš in greš štirat avto. To je moj pogled na to. Če nisi tega sposoben, ne boš zmagal. Tekma je tekma, ne trening. To je moj pogled na to, ti imaš malo drugačnega, to vem, ampak to je moj pogled čist z tekmovalnega vidika. Vozniki dostikrat ne vložijo vse potrebne energije, da bi sodnike, organizatorje vprašali, kaj sploh iščete. In pazi voiceover, tukaj z Žvanom zalutava na tangentno temo, katera bo pa del sledečega videa na tem kanalu. Tako da naj spomnim vse tiste, ki vas driftanje zanima, ne pozabite klikniti tistega gumba, kjer piše subscribe, pa mogoče lajka tega videa, če vam je bil všeč. Moram pa dopolniti par stvari, ki jih nisva omenila, ko sva sedela pri Jaki v delavnici in se 3 ure pogovarjala pred kamero. Namreč eden izmed dogodkov, ki je več kot omembe vreden, je SDC v Beogradu,
to je srbsko prvenstvo. To je bil moj prvi dogodek v Srbiji. Moram reči, da so nas organizatorji in že poznani tekmovalci ful lepo sprejeli. Na progi, ki je bila narejena na enem parkirišču, sem se uspel uvrstiti v kvalifikacijah na drugo mesto, potem pa sem v top 8 zaradi svoje napake izgubil in končal dogodek na 5. mestu med nekaj čez 20 tekmovalci. V Srbijo se definitivno nameravam še vrniti. V sezoni 2023 sem nastopil z dvema na novo sestavljenima avtoma. Ta prvi je E36 s Toyotinim V8 motorjem, ta drugi je pa Lexus G430 in ta Lexus je mišljen za drift, taksi in show dogodke, medtem kot že poznana E36 je pa avto za tekme. Kar se tiče tekmovanj, sem se udeležil 9 tekem in lovil sem 2 naslova prvaka. Od teh 9 tekmovanj sem se v kvalifikacijah 7-krat uvrstil v top 3. Za vse tiste, ki ne veste, zakaj je ta uvrstitev pomembna, to je zato, ker na večini tekmovanj tudi kvalifikacijski rezultat prinaša točke za skupni seštevek. Od 9 tekmovanj sem 6-krat stal na stopničkah in od teh 6 stopničk sem 2-krat zasedel najvišjo stopničko, torej zmagal na dogodku. Ni mi uspelo narediti dobenega perfect eventa. Perfect event pomeni to, da se uvrstiš prvi na kvalifikacijah in tudi zmagaš dogodek. Za razliko od lanske sezone, ko mi je to uspelo narediti na Slovaškem. V skupnem seštevku na res hotly contested hrvaškem prvenstvu sem zasedel 3. mesto za zmagovalcem iz Avstrije Lukasom Dobijasom in drugouvrščenim Nikolo Ilićem iz Srbije. Na ta rezultat sem posebej ponosen, zato ker je moj avto med šibkejšimi na tem prvenstvu je ranga 300 do 400 konjev, medtem ko je ostalih top 15, mogoče celo top 20 avtov med 50 konkurenti v celi sezoni, ranga bolj 400 konjev pa gor. Ta avto je tudi prvo sezono na tekmah, namreč Nikola Ilić in Lukas Dobijas, ki sta me prehitela v letošnjem prvenstvu, sta v njunih specifičnih avtih že vsaj od leta 2019, jaz sem pa v tega novega sedel šele letos. Tako da to nekaj pove o mojem znanju in vloženem trudu ter sami kvaliteti priprave za tovrstna tekmovanja. Ne smemo pa pozabiti tukaj na faktor sreče, ki je precej velik player na drift tekmovanjih, ampak glede na statistike rezultatov so največji faktori za uspeh vseeno kvaliteta priprave, znanje voznika in pa seat time, ker skozi seat time se naučiš dobro pripraviti na dogodke in razvija znanje za volanom. Prav tako pa najdeš ekipo, ki ti zna na dogodkih pomagati tako, da gre vse v smeri tvojega cilja. Na slovenskih tleh imamo pa končno spet Race Gazmik Drift Cup. To je slovensko državno prvenstvo v driftanju. Letos smo imeli v bistvu 3 etape in vse 3 so bile na različnih layoutih v Ljubečni. Nažalost smo pogrešali en kup konkurenčnih slovenskih voznikov. Tako da bi lahko kdo trdil, da moja zmaga na slovenskem državnem prvenstvu ni tako velika lovorika kot pa CDC, vendar ti vozniki, veste kdo ste, niso bili faktor ne na CDC-ju, niti na drugih tekmovanjih, ne v kvalifikacijah, kaj šele v borbah. Tako da lahko ponosno rečem, da sem letos uspel zmagati tudi Race Gazmik Drift Cup in to je v bistvu že 3. zapored. Definitivno si pa ne morem privoščiti in spati na lovorikah, zato ker so konkurenti, kot so Dejan Fakuč, Klemen Klemar in Nino Klausner pokazali, da je konkurenca vedno za petami in ko si na vrhu, je pot samo enosmerna in to navzdol. Mi je pa ta razgled z vrha kar všeč, tako da se bom potrudil, da tukaj tudi ostanem. To pa pomeni tako na tekmovalni fronti, kot tudi na fronti show in drift taksi dogodkov. To vse pa do zdaj in tudi v bodoče ne bi bilo mogoče brez vseh vas, ki kupujete preko Skitshopa, ki gledate te videe, ki ste subskrbeni na ta kanal in širite dobre besede o driftanju, zabavi in izzivih, ki jih ta šport prinaša. Zahvaliti bi se želel tudi New Limits ekipi. New Limits je najhitreje rastoči startup v slovenski avtosceni. Vsako leto prirejajo fenomenalen dogodek v Logatcu. Tudi letos je, datum je že zunaj, vidite ga na ekranu, se vidimo na New Limits eventu. Rad bi se zahvalil Jerneju in Gezi pri Gena storitvah za vso pomoč pri transportih. Rafael Kos pri Erkaline pomaga z gumami, pomaga s poliranjem Lexusa in ostalimi storitvami, ki jih nudijo, obiščite jih v Mengšu. TDS vulkanizerstvo v Mariboru je vedno pripravljen pomagati z gumami.
Ne na vse zadnje, pa grejo posebne zahvale Poliju, Primožu Pinteriču in pa Klaudiji, moji punci, za njun nesebičen suport v vseh situacijah, ta težkih, na cesti, na stopničkah in v vseh pripravah, ki jih vi ne vidite na videih. Jih pa moramo dati skozi in so včasih zelo naporne. Ne smemo pa pozabiti na naša dva fotografa. Nista edina, sta pa ta glavna dva, David Smole in Jernej Zadravec. Hvala vama za fotke, hvala vama za vse klipe in za support tekom sezone. Večina fotk, ki jih vidite v tem videu, je od njiju dveh. Zahvale grejo tudi vsem, ki pomagate v ozadju. Luka Kurnik, Mario Lepenik, Ajdin Alič in vsi ostali, ki ste pripomogli, da je ta sezona stekla tako dobro, kot je. Na vse zadnje pa Race Gazmic Drift poligon, ki omogoča vsem vam, da pridete na dogodke, da izkusite driftanje v šoli drifta, izkusite drift taksi vožnje na dogodkih in omogoča nam, voznikom, redne treninge na raznih lokacijah širom Slovenije. Zdaj smo pa že leta 2024, vse načrte in želje za to sezono bom razkril v enem od bodočih videov, mogoče se sedem še s kom drugim, pa se pogovorimo še o ambicijah koga drugega. Za danes je pa to vse z moje strani, z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.